Počaščeni smo, da v Sevnici nocoj gostimo znano in poznano novinarko ter tudi zgodovinarko. Slavnostna govornica tokratne osrednje slovesnosti ob kulturnem prazniku je gospa doktorica Rosvita Pesek, ki jo vljudno vabim k besedi. Dober večer vsem skupaj, spoštovani gospod župan Ocvirk, spoštovana gospoda poslanca, spoštovani gospod osamosvojitveni poslanec, drage Sevničanke in Sevničani. Vesela sem, da sem na predvečer Prešernovega dne tukaj z vami, pa ne samo zato, ker sem ubežala Ljubljani in nekoliko manj prijetnim temam, ki se zdaj tam vrtijo. In najprej bi rada rekla iskrena hvala ravnateljici knjižnice, gospe Aniti Šiško, da se je spomnila name in me povabila med vas. Pa sem si rekla, gotovo me niste povabili sem zato, da bi jaz zdaj tukaj govorila o Prešernovih nagrajencih in o tem, kaj v slovenski kulturi res šteje in kaj morda ne. Moje razmišljanje ob slovenskem kulturnem prazniku gre malo čez in tudi malo zunaj okvira klasičnega dojemanja kulture. Praznik kulture jaz osebno slavim zelo široko. Razumem ga kot praznik naše identitete. Kot praznik tega, kar smo, kar nas je oblikovalo, kar nas je premetavalo skozi zgodovino do današnjih dni. In to seveda niso samo gledališča, naša literatura od Trubarja prek Prešerna do Capudra in Jančarja. Naša kultura je recimo tudi arhitektura z velikanom med velikani Jožetom Plečnikom, ki je risal stavbe, ki so se zmogle kosati s češkimi, avstrijskimi in italijanskimi arhitekti. Naša kultura je tudi Avsenikova glasba. Brata Avsenik, ki sta izvozila ta vonj po karavankah, gorenjski, lepotah Slovenije v celo srednjo Evropo in še višje na sever in ki so jih precej časa, bodimo pošteni, zunaj cenili bolj kot doma. Kaj je naša kultura? Še naša kultura, politična kultura, tudi. Ampak z njo ne bi morila tega praznika morda samo drobna opazka. V 90-ih letih, v začetkih našega demokratičnega političnega življenja, je bila mnogo višja, pa čeprav so vanjo vstopali sami politični amaterji, taki, ki jih je prejšnji režim izvrgel ali pa z njimi ni hotel imeti nobenega opravka. In ti v veliki meri politični amaterji so speljali najbolj usoden projekt, Slovencem lastno državo. Med njimi je bil tudi vaš sokrajan, ki je odraščal tu blizu, pod gradom, doktor medicine in specialist psihologije Cveto Gradišar. Ko se je odločalo o razpisu plebiscita konec novembra leta 1990, ko so mnogi še miselno tavali sem in tja in udarjali zdaj eno, zdaj v drugo stran, je stopil pred kolege poslance na skupnem zasedanju in rekel takole. Rekel bi, da ljudje poznajo svojo pot, ki je samo njihova, bistvena, ker je na izvorih življenja in dela. In končno je napočil trenutek, da izbirajo med gospodarjem in hlapcem svoje duše, upanja in smisla, ali med kapitalom in brodolomcem svoje osode, ali pa med arhitektom naše skupne hiše in domovanja Slovencev, državljanov bodoče Slovenije. Kaj je še naša kultura? Slovenski mediji, ki naj bi po svoji temeljni nalogi popisovali dogajanje v družbi. Ne vem, zakaj pogosto dobim občutek, da so mediji tudi kreatorji, torej ustvarjalci družbenega dogajanja in sicer pod imenom preiskovalno novinarstvo.
Kaj je še naša kultura? Žal iz dneva v dan vedno bolj odbijajoči bulizem. Torej stanje, ko se pogovarja z ljudmi, oni pa povešajo oči in gledajo na mobilni telefon. In drsijo po mobilcu gor in dol, da bi prešteli še zadnji všeček. Mene ta bulizem zelo moti, zato ga nocoj tudi omenjam, morda je tudi nevaren. Nevaren za zdravje naših otrok, ko namesto očesnega stika za svojim sogovorcem bulijo v ekran mobilca. Ali konkretno, namesto da bi mladenič dekletu, ki je poleg njega rekel všeč si mi, gre na mobilni telefon in ji pošlje 3 srčke. Bojim se, da bo ta bulizem čez leta postal naša prevladojoča medsebojna kultura ali pa nekultura. Lahko kaj spremenimo? Lahko, vedno se lahko odzovemo. Morda določimo ure dneva, ki jih bomo preživeli ob mobilnem telefonu in tiste, ko ga bomo odstavili. Ne bi šlo? Verjetno smo zabredli že predaleč. 2 leti korone sta dali bulizmu neverjeten zalet. Kakšen preobrat smo naredili mi vsi? Pred korono smo otroke podili ven iz hiše, pojdi na dvorišče, pojdi med prijatelje, druži se, igraj se. V času korone smo jih klicali noter, pridi za računalnik, naredi naloge, zdaj imaš Skype, zdaj imaš Zoom, čakate krožek, pa popoldanska dejavnost. Vse nadaljavo, vso učenje prek računalnika, prek spleta. In zdaj smo pač tam, kjer smo. Kje pa smo? Vsak mobilni telefon, če na njega pogledamo, nam pokaže, koliko ur na dan smo ga uporabljali. Preverite kdaj. Presenečeni boste. Tako kot sem bila sama presenečena nad podatkom, da imamo 2500 mladih, ki rabijo pomoč. Temu lahko rečemo tudi zdravljenje zaradi odvisnosti od spletnih tehnologij. Samo za sekundo se ustavimo. 2500 otrok je 100 razredov. 100 razredov najstnikov imamo, ki so svojo mladost pustili na spletu. Nakupovanje prek spleta, četanje, pošiljanje všečkov. Priznam, ko sem se vozila k vam, sem šla na Google zemljevid in sem si tipkala Sevnica, Kvedrova ulica, pa veste, kolikokrat sem že bila pri vas. In bi morala znati tole pot iz glave. Ampak tako naše orientacijske sposobnosti počasi krnijo. Čez par let si brez Googlovega zemljevida ne bom upala več od doma. Večkrat se zalotim tudi sama, da je moj zadnji pogled zvečer, preden zaspim, pogled na mobilni telefon. Še pred leti sem zmeraj zaspala ob knjigi. Prešernove poezije, Maistrove poezije, Capudrovi rimski soneti, Lainščkova Najina dvojina. Letos sem za Božič v dar dobila knjigo s pomenljivim naslovom Stara, ampak dobra, ampak stara. Prijateljica mi jo je gotovo podarila z nekim namenom. Morda zato, da se zavem časa, kako nam vsem skupaj polzi skozi prste. Da začnem zbirati in živeti s tistim, kar me bogati, kar želim, in ne s tistim, kar pade pred me. Da torej izberem, v medsebojnih odnosih še posebej, kaj je tisto, kar šteje, kaj je tisto, iz česar rastemo, kaj nas zares veseli, kaj spodbuja, kaj naredi naš dan. In te izbire, odločitve, tudi duhovna rast, to so pravzaprav del naše osebne kulture, ki je vsakodnevno na preizkušnji. Ali delamo dobro, ali delamo tako, kot mislimo, da je prav. Ali se oglasimo tudi takrat, ko je red na nas, da rečemo, ne, takole se pa ne dela. Jaz zadnje čase kar pogosto rečem, dragi kolegi televizijci, takole se pa ne dela.
In zelo mi je žal, da sem morala v zadnjih letih, glede na razmere na RTV-ju, to večkrat reči in še bo treba reči. Štejejo lepi dnevi, obiski razstav, dogodkov, kvalitetna razprava ob skrbno izbranem omizju, dober koncert, dobra igra, če tudi gre za amatersko gledališko skupino. Šteje to, kar pravzaprav damo drug drugemu, kar umetnost daje nam, da nas spodbuja, da izkažemo tista lepa čustva, ki so v nas. In tega pravzaprav, dragi obiskovalci nocojšnjega večera, se najbolj veselim. Veselim se pestrosti te kulture okoli nas. Slovenci smo pevci, smo zborovski fenomen. Ponudba glasbe je široka, koncertne dvorane so spet polne. Nastopa vaših Veritask se ne bi sramovala tudi nacionalna kulturna proslava, moje mnenje. Veselim se bogatstva, ki nam ga daje knjiga, že od nekdaj, samo če znamo izbirati ljubezen, literatura, ljubezen moja, tako ste naslovili nocojšnji dogodek. Veselim se likovne umetnosti, slike Miheličevega Koranta, ki ga imam na zidu, kajti spominja me na kraje, iz katerih sem doma in kjer ravno zdaj divja korant v polnem jeku. Veselim se obujanja starih običajev, tudi kuharskih običajev, ker morda nas pa naše mame čisto vsega niso naučile in se moramo še kaj naučiti. In ponosna sem zmeraj na neko veliko srce Slovencev, ki se izkaže ob vsakem usodnem dogodku. Pa gre za požar, gre za zdravljenje, gre za poplave, gre za naravne nesreče. Slovenci dajemo toliko, kot si sploh ne moremo misliti, da lahko zberemo. Zato pravzaprav pravim in s tem strnjujem svoje misli, da je slovenski kulturni praznik pravzaprav praznik naše identitete. Torej vsega tega, kar smo dobili v dar od naših prednikov. Res je, da smo si izbrali za slovenski kulturni praznik dan smrti Franceta Prešerna in ne dan njegovega rojstva, a zato France Prešeren ni nič manjši. Nosimo ga s seboj v poezijah od prve do zadnje pesnitve, od strunam do krsta, od vsake zdravljice, ki zadoni tako pogosto ob uspehih naših športnikov. Ali ste se kdaj vprašali v bistvu, s čim smo si pa mi zaslužili tako športno elito, kot jo imamo, ki posega po najvišjih vrhovih in nas kljub temu, da smo malo številni, dela med športne velesile, uvršča med športne velesile, največje. Le s čim smo si pravzaprav zaslužili Petra Prevca, ki je po 15 letih napovedal svoj odhod, premikal je meje, in jaz sem prepričana, da se bo marca ob njegovem slovesu Planica tako premaknila, kot še ni še nikoli. Tako čast in ponos mu bomo izkazali. In zato mislim tudi, da Slovenci nismo noben pozabljen otok sredi Evrope, da Cankar ni imel zakaj jokati, ko je slišal za Slovence. Smo narod najprej izjemnih posameznikov, izumiteljev, umetnikov, podjetniških gazel, znanstvenikov, obrtnikov, literatov. To bi skupaj pravzaprav s tem, kako razumemo našo kulturo v najširšem smislu besede, moralo zadoščati, da obstanemo v tem srcu Evrope. Samo še 7. soneta v sonetnem vencu bi se veljalo večkrat spomniti tiste 3. kitice, ki pravi, da bi nam srca vnel za čas dežele, med nami potolažil razprtije in spet zedinil rod slovenščine cele. Hvala še enkrat za povabilo in vesel praznik.